Moje ime je Štefan Kržišnik, sem poročen oče in uvodoma bi predstavil čisto nekaj osnovnih stvari glede tega, zakaj je pobuda nastala, kakšen je njen namen. Potem bom pa predal besedo najprej dr. Andreju Poljanec, potem pa magistru Mariju Plešeju, pa takrat še besedo ali dve, kaj več o njih povedal. Za začetek, na Twitterju smo se včeraj predstavili takole, pa je bilo nekaj ljudem to všeč, pa bi kar prebral, kaj piše. Smo civilno-družbena pobuda za spoštovanje različnih in različnosti, zakonske zveze moža in žene, dobrobiti otrok, različnih družin, istospolno usmerjenih oseb. Mogoče se vam bo zdaj zdelo, da vsaj glede na dosedanji diskurz v slovenskem prostoru to ne sodi čisto skupaj, ampak ni tako. Smo mlada pobuda, nastali smo zdaj pred nekaj dnevi, v času pred začetkom kampanje, pred referendumom, na pobudo nekaterih aktivnih državljanov. Želimo pa predvsem na strani tistih, ki smo proti spremembam, o katerih bomo odločali na referendumu, dodati en nov svež dialoški glas. Za začetek bi omenil mogoče samo dve posebnosti naše pobude, kakor jih mi vidimo, zdaj, ko vstopamo v kampanjo. In sicer prva je v tem, da imamo med drugim tudi geslo za razumevanje istospolnih. Kot veste, je bilo doslej na strani tistih, ki smo proti spremembam predlagane zakonodaje, sta bili večinoma in zelo dobro izpostavljeni predvsem dve tematiki v zvezi s pravicami oziroma dobrobitjo otrok in pa posledično z vprašanjem svobode govora, svobode mišljenja. Mi pa, kot sem rekel, smo želeli dodati še tretjo dimenzijo, zajeto v geslo za razumevanje istospolnih. Poglejte, mnogi ljudje po vseh teh letih razprav, debat v slovenskem prostoru žal domnevajo ali dojemajo, da je nasprotovanje izenačevanju zakonske pa istospolne zveze tudi nasprotovanje istospolnim osebam kot takim. To nikakor ne drži. Vsaj z naše strani zagotovo ne. Vsi, ki smo se zbrali v tej pobudi, lahko rečem, da živimo pristne odnose z osebami, ki so istospolno usmerjene. Predvsem v zadnjih letih smo si tako v osebnem kot v poklicnem delu prizadevali, da se jim približamo, jih sočutimo, razumemo, sprejemamo, se trudimo za njihovo vključevanje. In prav ta kampanja je za nas zato tudi priložnost, da nekaj tega duha vnesemo tudi v širši slovenski prostor. Ob tem smo spoznavali tudi, da so istospolno usmerjene osebe med seboj različne. Njihova podoba ni vedno taka, kot jo lahko spoznamo iz prevladujočih medijev. In drži tudi, da vsi istospolni še zdaleč ne podpirajo tako radikalnih sprememb zakonodaje, kot se obetajo prav s tem novim zakonom. Prav zato me še posebej veseli, da je med nami tudi Marijo Plešej, kot smo napovedali že v vabilu, oseba z istospolno usmerjenostjo, ki bo pozneje spregovoril tudi nekaj besed na to temo. No in druga naša posebnost je pa v tem, da ko vstopamo v to kampanjo, jasno sporočamo, da ne želimo idealizirati tradicionalne družine. Zavedamo se, da je danes v družinah, kjer sta oče in mati, ogromno ranjenosti in skrhanih odnosov. Izrazito želimo biti rahločutni do družin v različnih življenjskih položajih, do različnih skupin oblik skupnosti staršev z otroki, enostarševskih, nepopolnih, ločenih, znova sestavljenih, tudi otrok z istospolnimi partnerji.
zelo želimo poudariti, da ima vsaka oseba temeljno človeško dostojanstvo in vsaka oseba je zmožna ljubečega, pozornega in skrbnega odnosa. Torej, če nasprotujemo posvojitvi v istospolne ali katerekoli druge pare, ki bi izhajala iz pravice do zakonske zveze po novem, to ni nikakršna vrednostna sodba, ne o istospolnih, ne o katerihkoli drugih osebah. Torej, če še enkrat ponovim, nasprotovanje temu izenačevanju ni nikakršna vrednostna sodba o osebah kot posamezniki. Izhaja pa seveda to naše nasprotovanje iz dvojega, najprej iz temeljnih spoznanj o potrebah otrok in pa iz razumevanja te, če tako rečem, globinske strukture ljubeče zveze med moškim in žensko, ki je trajna, spoštljiva, brezpogojno ljubeča in ki jo je večina družb in civilizacij povzdignila, če tako rečemo, pravno obliko zakonske zveze, ki je ena najdragocenejših dediščin človeštva. In prav to razmišljanje o temeljnih spoznanjih o potrebah otrok in tudi potem posledično iz njih izhajajočih pravic je naša naslednja točka te novinarske konference. Predstavila jo bo pa dr. Andreja Poljanec. Andreja je sama mamica, žena in mamica. Večjega števila otrok ne mara ponavadi, da povem koliko, ima veliko družino, torej veliko izkušenj. Pa tudi pri strokovnem delu se s tem srečuje, je doktorica zakonske in družinske terapije. Po našem občutku res ena bistvenejših v slovenskem strokovnem prostoru, ki o tej tematiki lahko spregovori, zlasti pa še o teoriji navezanosti, katere razumevanje je ključ do naših stališč, ki jih zagovarjamo. Izvoli. Hvala. Lepo pozdravljeni z moje strani. Torej, jaz bi rada poudarila čisto ene temeljne stvari, ki jih otrok potrebuje, če hočemo, da se bo čim bolj polno pa zdravo razvijal. To niso nobene stvari, ki bi zdaj govorile o kakršnih koli načinih, da se tudi drugi otroci ne morejo razvijati v redu, ampak da najbolj idealen prostor je seveda ob biološkem očetu in ob biološki mami, razen v primerih, kjer je ne vem, recimo nasilje zelo kruto ali pa zanemarjanje zelo kruto, edino tam potem država poskrbi, da te otroke umakne iz tazga okolja, kjer se res ne morejo razvijati. V vseh ostalih primerih pa je družina en prostor, kjer se otrok lahko enostavno najbolj polno razvija. In tisto, kar si mi želimo, je, da država še vedno poskrbi tako, da bo čisto od začetka dala otrokom možnost, da odraščajo ob svojem očetu, ob svoji mami. Zdaj, pomembno je gojiti eno zavedanje med ljudmi, da tudi sočutje, ki se začne razvijati mogoče še pred spočetjem, predvsem pa v nosečnosti in takoj ob rojstvu, je velikega pomena za otrokov poln razvoj enega občutka zase in senzitivnosti za tega otroka. Pomen premalo je zreducirati sočutje na otroka, ki je že rojen. Je dobro se zavedati, da to rab ta otrok tudi še nerojen že prej. Potem eno neizbežno dejstvo je, da otroku oče pa mama pripadata in jo vedno ima, ne glede na to, ali jo pozna, ali jo ne pozna, ali od kje sta, vedno otrok te dva starša ima in vedno po njiju dveh hrepeni po prav teh dveh starših. Sicer se zgodi, da je to hrepenenje tako močno potlačeno, da otrok včasih sicer tega ne izraža ali pa mogoče začne izražati, ko je že odrasel,
Ampak to hrepenenje, potem, da poznamo, iz koga prihajamo, je v nas urojeno. To ni stvar, ki bi se jo naknadno zmislili ali pa ugotovili, ampak nam je dana. Pomembna je prav tako povezanost z biološko mamo pa z biološkim očetom, kar se tiče čistega kulturnega pa širšega družbenega okolja. Vedno znova ugotavljajo raziskovalci, koliko je pomemben vpliv povezanost s svojimi koreninami, s poznavanjem spomina svojega naroda, svoje kulturne dediščine, svoje družbene povezanosti in biti kar vzet iz nekje, kjer ne veš, odkot izhajaš, ima negativen vpliv na otrokov razvoj notranje psihične strukture. Prav tako je en od temeljnih poudarkov za en zdrav otrokov razvoj prepoznanost. In zdaj, če se mi prepoznamo kot oseba, naprimer z istospolno nagnjenostjo, pomeni, da je dragoceno, če lahko to prepoznanost tudi živimo na en edinstven način. Ker potem se tukaj zapletemo, da v bistvu, kot da bi pa te osebe hotele razvijati nekaj, kar jim mogoče ni dano, vsaj v njihovem odnosu na naraven način zagotovo ne. Tako da prepoznanost enih svojih specifik, ki jih je absolutno za spoštovati in za sprejeti, je fajn razvijati tudi na en način, ki bo lahko to osebo naredil dostojanstveno pa edinstveno. Noben nadomesten starš, noben posvojitelj, noben skrbnik, noben rejnik in nobena stara mama ne more otroku v taki polnosti nuditi temeljev za zdrav in poln razvoj, kolikor lahko to naredita po naravni poti oče pa mama. Zato, ker začneta razvijati že pred spočetjem to hrepenenje o tem otroku, tudi če ni bil spočet z namenom, je bil v njunih mislih, je bil v njunih hrepenenjih, je bil v njuni povezanosti in se začne razvijati očetovstvo in materinstvo takoj. Ali pa vsaj takoj ob spočetju, če ne že prej. In zato daje to en potencial, ki ga lahko izkorista samo ta oče pa ta mama in ga ne more izkoristiti noben drug. Zato je dragoceno, da se otrok razvija naprej še ob njiju dveh, ker imata pač največ tega potenciala. Zato se posebej močno zavzemamo prav zato, da pojem oče pa mama ostaneta v zakonu, da se vsaj teh dveh pojmov ven ne vzame, čisto kot ena specifična stvar, ker ne moramo mem tega in se ne da niti slučajno drugače temeljiti, da sta to pojma, na katerih temelji naraven razvoj družine in posledično družbe oziroma Slovencev. In zato te dva pojma nikakor ne smeta ven iz zakona. Bi se dotaknila še tega, da včasih zreduciramo materinstvo pa očetovstvo na vzgojo ali pa na eno svojo pravico, v smislu smo odrasli, nam to pripada, ampak to ni res. Otroci nikoli niso pravica in nikoli se z njimi ne dela, kot da bi bil to en poklic ali pa ena vzgoja, ampak je ena čisto naravna danost, ki ne pripada niti vsem parom, ki so heteroseksualni in si je ne moreš izboriti na en tok poseben način, kakor se zdaj potegujejo v predlogu novega zakonika. Kar je zanimivo, je tudi, da kljub temu, da je bilo narejenih že ogromno raziskav, kako vpliva na otroke razvoj oziroma družina v istospolnih zvezah, ni nobene raziskave, ki bi res lahko dovolj dolgo spremljala, kar pomeni recimo 70 let, ki bi dokazovala, da se te otroci enako polno in zdravo in senzitivno in sočutno razvijajo v polni meri in take raziskave še ni. Tako da seveda so raziskave, ki potrjujejo čisto pozitivne razvoje na nivoju kognicije, na nivoju čustvovanja,
ampak to še ni dovolj dober razlog, ki bi potrdil, da je za te otroke res dovolj dobro poskrbljen. To se vidi šele po veliko daljšem času. Hvala za enkrat, pa bom predala besedo Mariju. Jaz še mogoče besedo dve o magistru Mariju Plešaju. Kot sem že prej napovedal, oseba z izkušnjo istospolne usmerjenosti, drugače je po poklicu, po izobrazbi politolog, po poklicu pa izobraževalec, torej sodeluje pri izobraževanjih v nevladni organizaciji. V preteklem letu je pa, glede na okolje, v katerem je živel in odraščal, storil kar pogumen korak k razkritju svoje usmerjenosti in glede na to tudi potem spletel veliko pozitivnih izkušenj pri odnosih, tudi v javnosti in me veseli, da se je odzval tudi vabilu in se pridružil naši pobudi. Izvoli. Dobar dan, hvala za vabilo. Ja, tej pobudi sem se pridružil predvsem zato, ker se zavzema tudi za spoštovanje istospolno usmerjenih ljudi in za njihovo celostno vključitev v družbo. Istospolno usmerjeni ljudje, tako kot vsi drugi, hrepenimo po varnosti in po sprejetosti. In kljub vsesplošni večji ozaveščenosti o istospolno usmerjenih ljudeh in njihovih potrebah, je marsikoga še vedno strah, da ga bodo starši, znanci, sorodniki, prijatelji ali sodelavci zavrnili, ko bi izvedeli, da je drugače spolno usmerjen. Pretvarjanje, da si nekaj, kar nisi, je zelo naporno, je neiskreno in poleg tega tudi škoduješ sam sebi in sočloveku. Istospolno usmerjeni ljudje si želimo živeti v okolju, v katerem se bomo počutili varno in sprejeto, takšni, kakršni smo. V življenju se pa seveda zaradi te svoje istospolne usmerjenosti soočamo z omejitvami in učimo se tudi, kako s temi omejitvami živeti. In iz lastne izkušnje vem, da je to težko in da ob tem potrebuješ ljudi, ki te podpirajo in predvsem osebe, ki jim je mar za človeka. Kljub tem omejitvam pa seveda tudi istospolno usmerjeni ljudje se sprašujemo, kje, kako in na kakšen način živeti intimne odnose, kje, v kateri življenjski skupnosti, kako živeti materinstvo in očetovstvo. Vsa ta vprašanja so za mnoge istospolno usmerjene ljudi zelo velik ali včasih celo nepremagljiv izziv. Tej pobudi sem se pridružil tudi zato, ker se ne strinjam, da se reševanje problemov in vprašanj istospolno usmerjenih ljudi na politični ravni jemlje za pretvezo, da se uvajajo neke nepremišljene in zelo radikalne spremembe v družinsko zakonodajo. Na primer, črtanje očeta in matere ali moškega in ženske iz zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. In tej zlorabi se odločno nasprotujemo. Se pravi, da se te potrebe istospolno usmerjenih ljudi jemlje kot nek razlog za te radikalne spremembe. In v okviru te pobude si prizadevamo, da bi širša skupnost bolje razumela istospolno usmerjene ljudi in jih vključevala v svojo sredo. In v ta namen želimo krepiti dialog med raznimi skupnostmi in istospolnimi osebami. In pri tem želimo spoštovati tudi različnost istospolnih oseb, ter skupaj z njimi iskati rešitve, ki bodo izboljšale položaj in sprejetost teh oseb v družbi. Hvala lepa. Hvala, Marjo. Za sklep bi vas upozoril samo še na našo spletno stran, ki jo vidite tukaj na zaslonu za mano. Vam je lahko vir dodatnih informacij, tudi nekaj predstavitvenih besedil je še, pa seveda vsakodnevno bomo zdaj objavljali kaj novega.
Mogoče še glede samih dejavnosti naše pobude, nekih posebnih dogodkov organizirali ne bomo. Želimo predvsem nastopiti v tem javnem prostoru komunikacije v medijih, kolikor boste odprti, upam, da boste, potem na spletu, v socialnih omrežjih. Smo pa odprti za pobude z terena, torej katerakoli formalna ali neformalna pobuda, organizacija se nam lahko priključi z dogodkom, če sprejme ta naša temeljna načela, duh te naše pobude in potem dogodek na terenu poteka tudi v okviru naše pobude. Za nekaj dogodkov smo že domenjeni, kot rečeno, lahko pogledate na spletni strani, prepričani pa smo, da bo odziv v prihodnjih dneh tudi še naraščal, bo velik.